Zaenkrat se nas je bolj malo prijavilo, tako da mogoče še par minut počakamo, če se nam še kdo pridruži, pa bomo potem začeli. Evo, tako. Zdaj se tisti uradni del oziroma tisti uvodni del na Biotehniški fakulteti se je končal, tako da mislim, da tisti, kdor se je mislil nam pridružiti, se je oziroma se bo v naslednjih nekaj trenutkih. Torej, smo na informativnem dnevu za magistrske študije, in sicer na oddelku za gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov oziroma na študijskem programu gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. O tem bomo govorili, na to bomo na kratko predstavili. Jaz sem dr. Tine Hapman, tukaj habilitiran za področje varstva gozdov. Vsaj nekateri po imenih se vas spomnim, mislim, da me poznate. Mogoče bolj sem dejaven na prvi stopnji, ampak zdaj v zadnjem letu sem začel predavati tudi na drugi stopnji. Ta informativni dan vodim že drugo leto zapored in iz izkušenj sem se naučil, da je fino, če povabim k sodelovanju tudi študenta, študentko, ki trenutno študira na drugi stopnji, tako da boste lahko iz prve roke izvedeli določene stvari, zato sem povabil tudi Evo, ki vidim, da se je tudi pridružila, tako da pozdravljena, Eva. Tako da najboljše, da kar začnemo, bom jaz delil tole prezentacijo, ki sem jo pripravil. Takole. Zdaj jaz upam, da vsi vidite tale PowerPoint. Mislim, da veste, kje se nahajamo, se pravi, gre za oddelek za gozdarstvo, nekje pod Rožnikom, v Rožni dolini, praktično nedaleč od centralne enote Biotehniške fakultete. Prav to so naše stavbe, tukaj vidite naš park z dendrološkim parkom, najbrž že vam dobro poznan. Izobraževanje tukaj poteka že več kot 70 let, praktično v sklopu Biotehniške fakultete, oddelek za gozdarstvo že toliko časa obstaja. Zdaj, tukaj potekajo že različni študijski programi, seveda na prvi stopnji univerzitetni študijski program, pa visokošolski strokovni študijski program. Danes bo govora o, se pravi, magistrskem študiju, se pravi, o drugi stopnji. No, seveda pa na našem oddelku lahko potem tudi nadaljujete na tretji stopnji, in sicer na interdisciplinarnem doktorskem študijskem programu bioznanosti. Magistrski študijski program druge stopnje, kot sem že prej omenil, pač z naslovom Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov,
Seveda, temeljni cilj študija je študentom posredovati celovito znanje o gozdovih, gozdnih ekosistemih, jih nekako usposobiti za gospodarjenje, predvsem skladno s 3 sodobnimi načeli upravljanja gozdov. To ste najbrž vsaj tisti, ki ste tukaj že študirali večkrat, o teh načelih že slišali, se pravi sonaravnost, večnamenskost in pa trajnost. Seveda za vse to, da smo usposobljeni za gospodarjenje z gozdovi, je potrebno znanje o gozdnih ekosistemih, družboslovnih vidikih gospodarjenja z gozdovi, različnih tehnologijah, ki jih uporabljamo pri ravnanju z gozdom, in pa seveda dobro je tudi, če poznamo sodobna metodološka orodja. Zdaj, seveda, študij druge stopnje se nekako navezuje tudi na študij prve stopnje, le da tukaj nekako študentje poglobijo tista osnovna znanja, ki so jih dobili na prvi stopnji, po drugi strani pa lahko tudi precej razširijo svoje znanje, predvsem z kakšnimi specialnimi ali pa robnimi področji gozdarstva in upravljanja gozdnih ekosistemov. Seveda, to je potem odvisno od predmetov ali pa sklopov predmetov, ki jih izberete tekom študija, in pa seveda teme magistrske naloge, ki jo izberete. Študij, se pravi druga stopnja, traja 2 leti oziroma 4 semestre in obsega 120 kreditnih točk. Način izvajanja, se pravi, je redni, razpisanih je 40 mest in po končanem študiju pridobite strokovni naziv magister inženir gozdarstva. Vpisni pogoji. Zdaj, na drugo stopnjo magistrskega študija gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov se lahko vpišejo tisti, ki so končali univerzitetni program prve stopnje gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov, tisti, ki so končali visokošolski program prve stopnje, se pravi gozdarstvo, ali pa stari visokošolski program gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri, ali pa seveda primerljiva bodisi univerzitetni ali pa visokošolski program z področja gozdarstva, ki se izvaja v Sloveniji ali tujini. No, seveda lahko se povpišejo, kot je bilo že prej uvodoma govora, tudi z drugih študijskih programov, bodisi iz Slovenije ali pa tujine, vendar v tem primeru je potrebno opraviti, prej so govorili o diferencialnih izpitih, v obsegu od 10 do 60 kreditnih točk. Zdaj, tudi to je bilo rečeno, seveda, da te obveznosti, ki jih je treba pred vpisom opraviti, določi za vsakega posameznika, seveda iz drugih fakultet oziroma iz drugih študijskih programov, študijska komisija. In ja, seveda te obveznosti mora opraviti pred vpisom na magistrski študij. Tukaj recimo, ne vem koliko od teh, ki poslušate tole predstavitev, vas je recimo iz drugih študijskih programov biotehniške fakultete. No, tukaj je nekaj primerov, se pravi, kolikšno število kreditnih točk je potrebno zbrati pred vpisom, se pravi, za izvedbo teh diferencialnih izpitov. Se pravi, če prihajate iz drugih študijskih programov prve stopnje na biotehniški fakulteti, pa se želite vpisati na drugo stopnjo študija gozdarstva. No, tukaj mogoče še nekaj konkretnih primerov, praktično iz povsem drugih študijskih programov izven biotehniške fakultete, iz preteklosti, recimo Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, študijski program kemija, kemijska tehnologija, je kandidat moral pred vpisom opraviti naslednje predmete, recimo ekologija divjadi in lovsko gospodarsko načrtovanje, dendrologija z žlahtnjenjem gozdnega drevja, gozdna fitocenologija in pridobivanje lesa, recimo v skupni vrednosti 25 kreditov. Potem visokošolski strokovni študijski program mediacija v turizmu, se pravi, pred vpisom je bilo potreba opraviti gozdno zoologijo z ekologijo, dendrologijo z žlahtnjenjem gozdnega drevja, gozdna fitocenologija in pridobivanje lesa,
v skupni vrednosti 27 kreditov. No, tukaj pa seveda vidite pač dva primera, ko je pa pred vpisom bilo treba opraviti seveda manj kreditnih točk pridobiti, praktično zato, ker sta bila kandidata iz biotehniške fakultete in so seveda te študiji nekako bolj sorodni prvi stopnji študija gozdarstva, tako da je bilo pač potrebno pred vpisom na drugo stopnjo gozdarstva opraviti pač manj predmetov oziroma v manjšem številu kreditov. Se oproščam. Tele datume so že omenjali, se pravi zadnji rok za zagovor diplomskega dela na prvi stopnji je nekje 17. september, zadnji rok za prijavo je 1. september, se pravi prijavite se lahko še preden imate izpolnjene pogoje, potem dejansko za vpis. Ob prijavi, se pravi, ni nujno, da izpolnjujete pogoje za vpis, seveda pa morate te pogoje izpolnjevati do 20. septembra. Prijava poteka izključno v elektronski obliki, preko spletne aplikacije, ki je tukaj navedena. No in kasneje izjemoma bo možna prijava na vpis tudi seveda na nezasedena mesta tudi v času 23. in 24. septembra. Kako je bilo z vpisom v zadnjih letih? Tukaj imate podatke od študijskega leta 2010-2011 do praktično letošnjega leta. Vidite, kakšne številke so se gibale. Tukaj je bil en tak kar malo večji padec. Leta 2016-2017 je bilo vpisanih v prvem letniku samo 7 študentov. No, nekako kasneje se je ta številka spet dvignila. Nekako rekordno je bilo leto 2018-2019, ko je bilo vpisanih v prvi letnik 25 študentov, zdaj smo pa tam nekje okoli 20 na leto. Se pravi, omejitve vpisa, glede na to, da je vpisnih mest 40, večinoma na gozdarstvu se pravi ni, oziroma vsaj do zdaj omejitve vpisa ni bilo. Kako je s predmetnikom? Če pogledamo prvi letnik, prvi semester, imate tele 3, se pravi, ne glede katere predmete izberete, pač to so predmeti, ki jih opravljajo vsi študenti na drugi stopnji, se pravi krajinsko gozdarstvo, uvod v strokovno raziskovalno delo in komuniciranje in odnosi z javnostmi. Potem imate pa tukaj en izbirni metodološki predmet in to je že tudi izbran za naslednje leto. Te predmeti se nekako izbirajo s pomočjo anket, ki predvidevam, da nekateri, da ste jih imeli priložnost tudi že izpolniti. In v študijskem letu 2020-2021, oziroma tukaj imam napako, se pravi v naslednjem študijskem letu, se bo izvajal predmet modeliranja razvoja gozdnih sestojev, ki ga izvajata Ficko in pa, se pravi, dr. Ficko in dr. Klopčič. Pri izbirnih vsebinah, se pravi, dodatno pa potem izberete izbirne vsebine in predvideva se, da bo, se pravi, v naslednjem študijskem letu, da bojo na voljo 3 sklopi izbirnih vsebin in izmed teh 3 sklopov vsak študent izbere 2 izmed teh 3 sklopov. No, tudi te sklopi so bili že na voljo v teh anketah, vendar se je letos zgodilo to, da je to anketo relativno malo študentov izpolnilo, mislim, da samo 9, in je vseh 5 možnih sklopov bilo zelo, zelo izenačenih. Tako da bo po vsej verjetnosti pred začetkom izvajanja študija, se pravi pred vpisom, bo na voljo še enkrat ta anketa in se bo izmed 5 sklopov, ki jih imam zdaj prikazanih na naslednjih 2 slajdih, se bo potem dejansko izbralo 3 sklope in izmed teh 3 sklopov boste izbrali 2. No, teh 5 sklopov je naslednjih, in sicer upravljanje s populacijami prostoživečih živali, urbano gozdarstvo, gozdarsko inženirstvo. Mislim, da te 3 sklopi so bili tudi na voljo v letošnjem študijskem letu. Poleg teh 3 pa sta vsaj zaenkrat še v igri tudi gozdni prostor in prostorsko načrtovanje in trženje gozdnih proizvodov.
No, to je, se pravi, to je prvi semester prvega letnika. V drugem semestru prvega letnika, no, tukaj izbirnih vsebin ni, ampak je telih 5 predmetov: sonaravno gojenje gozdov, gozdno-gospodarsko načrtovanje, gozdarska politika, načrtovanje tehnologij pridobivanja lesa, metode raziskovalnega dela v gozdarstvu. Se pravi, to je potem drugi semester. No, in v višji letnik se pravi, v drugi letnik se lahko potem vpišete, če dosežete najmanj 51 kreditnih točk. Se pravi, če niste opravili vseh obveznosti oziroma tistih določenih študijskim programom, lahko v času študija enkrat ponavljate letnik, vendar je v tem primeru treba doseči vsaj 28 kreditnih točk. No, v drugem letniku je pa praktično gre popolnoma za izbirne predmete. Tukaj je tudi teh 9 predmetov že določenih, seveda. To vsaj za vas ne pride v poštev, se pravi, to je samo toliko, da imate nekako vpogled. Se pravi, teh 9 predmetov je izbranih, se pravi, v ožjem izboru za naslednje študijsko leto, se pravi, za tiste, ki bodo drugo leto v drugem letniku. In izmed teh 9 potem vsak študent izbere 6 predmetov. Se pravi, 6 predmetov, vidite, vsak izmed teh predmetov obsega 5 kreditnih točk in 6 jih morate zbrati, se pravi, da dosežete teh 30 kreditov. No, seveda četrti, zadnji semester, se pravi drugega letnika, je pa namenjen izdelavi magistrskega dela. Zdaj, za dokončanje študija seveda morate pač opraviti vse obveznosti v skupnem obsegu 120 kreditov, seveda in pripraviti magistrsko nalogo, ki se jo zagovarja pred komisijo. No, tisto, kar je bilo tudi že predstavljeno, lahko pa prenesete 30 kreditnih točk, praktično celoten semester programa, se pravi, ne glede na obvezne ali izbirne enote iz kateregakoli akreditiranega programa z področja gozdarstva, ki se izvaja v univerzah po svetu. Se pravi, to je pa povezavi z programom Erasmus+. Pa če glede na to, da je Eva, ki se nam je pridružila letos, bila na izmenjavi, mogoče najboljše, da kar ona nam na kratko predstavi tale program oziroma kako je bilo na izmenjavi, kaj je odnesla, kakšne so možnosti in kaj od tistega, kar je naredila tam, ker je bila, je potem lahko uveljavila tukaj pri študiju na našem magistrskem programu. Eva, mogoče se lahko Ja, pozdravljeni. Kot je že profesor nam predstavil, jaz sem Eva, študentka drugega letnika na magistrskem študiju za gozdarstvo. Jaz sem se udeležila Erasmus programa na Finskem. Zdaj, na začetku, preden se odločite, je treba napisati motivacijsko pismo. To motivacijsko pismo naslovite na našega oddelčnega koordinatorja, to je trenutno Tomas Andrej Nagel. In potem on naredi izbor izmed vseh teh motivacijskih pisem in predlaga naprej biotehniški fakulteti. Zdaj ne vem, če imate kakšna vprašanja, večinoma je, tako kot vidite na slajdu, z izmenjavi piše, lahko imate finančno pomoč. V mojem primeru sem izvajala izmenjavo 4 mesece in prenesli so se mi vsi krediti, sem jo pa opravljala v drugem letniku, kar pomeni, da sem izbirala oziroma learning agreement sem naredila na podlagi izbirnih vsebin in je bilo tudi lažje se zmeniti, kateri predmeti se mi upoštevajo in kateri ne.
Pa ne vem, kakšno vprašanje vas kaj zanima o Erasmusu ali pa kaj drugega še? Ok, si mogoče, Ali pa, mogoče toliko za prvi vtis, pa mogoče gremo do konca tele predstavitve, pa bodo potem čas še za vprašanja mogoče v zvezi z Erasmusom ali pa nasploh v zvezi s študijem tudi konec koncev tukajle v Ljubljani. Saj smo že skoraj na koncu, praktično še ena pomembna stvar, ena mogoče zanimivost oziroma ne zanimivost, ampak posebnost študija druge stopnje gozdarstva je to, da lahko pridobite štipendijo Pahornikove ustanove. Zdaj, mislim, da tudi Pahornikovo ustanovo poznate, se pravi, gre za ustanovo, ki se zavzema za sonaravno gospodarjenje z gozdovi in pa nekako poslanstvo te ustanove je tudi to, da spodbuja mlade k študiju gozdarstva, jih podpira z štipendijami, pa ne samo študente, ampak tudi sicer spodbuja raziskovalno delo na področju gozdarstva. No in se pravi, študenti na drugi stopnji gozdarstva lahko kandidirajo za te štipendije, ki so kar lepe. Mislim, da mesečna višina je tam okrog 400 evrov in od leta 2009 je bilo skupaj podeljenih že okoli 90 štipendij in donacij. Jaz sicer štipendije nisem dobival, sem pa tudi sam že dobil denar za raziskave, tako da je Pahornikova ustanova res ena zelo fina zadeva, ki vam je lahko v pomoč pri študiju in pa seveda kasneje tudi pri mogoče nadaljnjem raziskovalnem delu. Zdaj, za zaposlitev, kako je po končani drugi stopnji, tudi to je bilo že nekaj povedanega. Seveda, nekako se vam poveča možnost zaposlitve za drugo stopnjo v primerjavi s prvo. Predvsem mogoče so naši študenti ali pa pač tisti, ki končajo drugo stopnjo, zaposljivi bolj v javni gozdarski službi, v kakšnih gospodarskih družbah, šolstvu, znanosti. Konec koncev vse več je tudi zaposljivosti na področjih samostojnega podjetništva v obliki, ekoturizma, zasebnih birojev s področja gozdarskega svetovanja, načrtovanja sanacije ekoloških žarišč, upravljanja z visokogorskim svetom in tako naprej. Naraščale naj bi tudi možnosti za upravljanje najzahtevnejših nalog v upravnih organih za varstvo narave, se pravi, varstvo narave čedalje bolj pridobiva na pomenu in temu sledi tudi praktično naš študij v različnih organizacijah, seveda za varstvo narave. Perspektivna pa so tudi področja novinarstva, komuniciranja z javnostmi, gozdarske politike, komunale, ekološkega naravnanja z odpadki in tako naprej. Zdaj, sploh v prihodnjih letih se predvsem, seveda, se tudi v preteklosti je bil zelo pomemben zaposlovalec naših študentov Zavod za gozdove Slovenije, no in ravno zaradi nekako menjave generacij v tem zavodu oziroma zavodu tudi v naslednjih letih predvidevajo kar veliko zaposlovanja in seveda bojo potrebovali tudi študente, ki pri nas končajo drugo stopnjo. Tudi Slovenski državni gozdovi je podjetje, ki v zadnjih letih kar dobro zaposluje, pa seveda druge gospodarske družbe, pa Zavod za varstvo narave, zasebni lastniki gozdov, seveda pa tudi raziskovalne organizacije, tukaj čez cesto Gozdarski inštitut, pa konec koncev tudi kakšen bo sigurno našel priložnost tudi v naši hiši, se pravi na oddelku za gozdarstvo. Toliko sem imel jaz eno kratko predstavitev, pa vidim, da sploh ni bila toliko kratka. A je mogoče kakšno vprašanje zame ali pa mogoče za Evo, ki lahko iz prve roke pove, kako izgleda študij na drugi stopnji?
Ni? Nobenega vprašanja. Eva, bi mogoče ti kaj dodala čistko, ker ti pride na misel, da bi zdajle, ne vem, kot mogoče spodbudo povedala za tiste, ki razmišljajo, da bi se vpisali na drugo stopnjo na gozdarstvo. Jaz vam predlagam, da greste, pa predvsem, da tudi na Erasmus. Kljub koroni, meni se je v začetku, preden sem šla na Erasmus, se je glih začela vsa korona epidemija, ampak na koncu se je vse lepo izšlo, tudi na pač gostujoči fakulteti so se opravljali predavanja na daljavo, še vedno si imel možnost videti, izvedeti veliko novih stvari. Tako da naj vas to ne ustavi tudi za naprej. Tako da jaz bi rekla kar pogumno. Se da vse zmeniti. No, fino. Okej, zdaj še eno možnost za kakšno vprašanje, če ne bomo pač zaključili. V redu. Potem se pa zahvaljujem vas za to, da ste se odzvali povabilu, da ste se prijavili, se pravi na informativni dan, se pravi študijskega programa Gozdarstvo in upravljanje gozdnih ekosistemov. Jaz upam, da se v čim večjem številu vpišete in pa, kakor so rekli tudi že prej na biotehniški fakulteti, upajmo, da bomo čim več v živo izpeljali naslednjo leto študijskega programa. Mislim, da si to vsi želimo. Tako da se pravi še enkrat hvala za pozornost, hvala Evi, ki se je odzvala povabilu in pa srečno. Hvala, adijo. Nasvidenje. Hvala, adijo.